Samanta in Stela, vidve sta danes prvič predstavljali v živo, bom rekel, ta vajin komad Le spomin. Kako je prišlo do njega? Kako je prišlo do njega? Srečali smo se, ker smo istočasno album v bistvu izdali. Smo se zmenili, smo šli na kopico in se smo tle. Ja, in pa v bistvu sem jaz pa dala idejo, sem rekla, če bi mi nekdaj naredili duet. In tako je tudi pol bilo v bistvu, ni ostal sam na misli. Ni bilo samo rečeno, ampak je bilo narejeno. Tako. In kako dolgo je trajalo od zamisli pa do nastanka? Še pol leta. Pol leta, ja. Obe sta tudi avtorici, ne? Kako si razdelita dve avtorici eno pesem? Ja, to smo se pogovarjali že na začetku, ko smo začeli delati. Se je Stela v bistvu ful ustrašila, da ali bom sam jaz napisala besedilo ali bo čisto en tretji človek napisal. In sem rekla, ne, ti pišeš svoj del, jaz pišem svoj del. In tako smo se pol zmenili in večkrat smo se dobile zvečer, tudi po noč. Ali pa prek SMS-ov cel čas smo to pisale in smo v bistvu tudi drugi devale feedback stalno, zato da smo dvignile besedilo na čim višji nivo. Kdo pa je poskrbel za glasbo? Glasbo je pa imel Kevin Koradin in v bistvu Clifford Gojlo, to je ekipca, s katero že zdaj nekaj časa sodelujem, pa se je tudi odločila, da bo temu projektu naredila komad. In kako je zdaj nastopati, verjetno po malo daljšem času? Tako fajn. Jaz sem tako not padla. Jaz sem šla v eno tretjo dimenzijo, zdaj sem pa še v eni šesti. Vroče je. Kako? Vroče je. Vroče? Ok, zgleda, da Steli malo bolj kot tebi. Ja, Steli malo bolj vroče, ja. Torej, Urban, ti si bil zdaj na koncertu Stele in Samante. Kakšni so prvi vtisi? Lepo je, vesel sem, da punca lepo dela, da tudi COVID jih ne ustavi, da se trudi naprej. Komadi so pa starejši in pa to novo so vsi fantastični, tako da sem prav vesel za njih. Kaj pa ti, kaj počneš zdaj te dni? Zdaj imam priprave, želim se, da se vse skupaj odpre. V cilju, v planu so 4 pesmi letos, tako da bomo videli malo, ampak upam, da malo zažene motorje nazaj. Lahko je mogoče malo bolj konkretnega namigneš? Februar, marec ali pa februar, prva balada. Prva balada? Tako. Ok. V kakšnem stilu oziroma o čem bo govorila? O čem bo govorila? Govorila bo o dejansko, ljubezenska pesem, o tem, ko si fan želi, da ga punca ne pozabi in da ima še vedno rad in da ji želi vse najboljše še naprej. Kaj pravi Zvita Peltna na ta današnji koncert? Ja, super, končno, da se je začelo nekaj dogajati. Tudi če tako sedejo ob mizi, punce so se izkazale fenomenalno in smo jih prišli podpreti, ker glasbeni kolegi se moramo podpirati med sabo. Ali obstaja kakšna možnost, da bi morda kdaj sodelovali s katero od njih ali pa celo objema? Ja, zakaj pa ne? Punce so mlade, polne energije, tako kot smo mi polni energije še zmeraj. In mislim, da bi se lahko tudi kaj takega obetalo. Jaz lahko izdam, da s Stelo so neki načrti, tako da nekaj v bodoče bomo naredili. Ne pa preveč izdati. Ja, ne bom preveč izdati. Se pravi, podrobnosti ne bomo šli zdaj? Ne bomo šli, ampak nekaj se dogaja. Okay. Kaj pa generalno? Kaj počnete zdaj, Zvita Peltna? Generalno se pa pripravljamo na našo 15. obletnico in sicer 16. marca imamo planiran že prvi koncert v Cvetličarni, karte so že v prodaji. Sicer pa planiramo tudi izdajo novega albuma z našimi že znanimi komadi, plus še nekaj novega nastaja. Smo v studiu tu kar predni, tako da delamo 4 nove komade, ki jih boste lahko dobili tudi na nove zvoščenke. Okay. Se pravi, da se tudi vi COVID-u ne date? Ne,
Buhvari. Tebi, kako je bil današnji koncert všeč? Mislim, meni je bilo super, band, mislim, igrajo odlično, one dve itak so fenomenalne pevke in sem bil šal do kontent jih slišati tukaj, čeprav smo sedeli, ima je bilo lepo, to se meri fajn. Okay. Ti z njima si že kdaj kaj sodeloval? V bistvu ne, smo pač prijatelji, pač prek založbe, prek koncertov in to, ampak nismo še nič sodelovali skupaj, zaenkrat. Zaenkrat. Okay, to se pravi, da možnosti so še vedno odprte, a ne? Seveda, možnosti so zmeraj odprte za bilo kaj. No. Kaj pa ti zdaj počneš? Jaz sem imel prejšnji teden koncert, ne moreš verjeti, v Izoli, v parku, zraven drsališča z bendom, tako da je bilo res lepo in snemamo album, moj prvi album. Pesmi so spisane in jutri končujemo bas, bobni so posneti in pol naprej. Kdaj ne bi ogledal luč sveta? Če bo vse prav, bi moglo biti spomladi. Upam, da bo tudi kakšen zanimiv gost, kaj več ne smem povedati, ko malo podražam. Bo pa definitivno naslednji singel na spomlad, če bo album končan, bo pa pospremil ta singel. In potem turneja? Ja, definitivno. Kolikor se bo dalo, itak pač upam, da ne samo po radih, da bo tudi v živo in tako enih par dogovorov je za koncerte in upam, da bo pač razmere dopuščalo.